ti si bil res cel polomljen, kva? Stegnenico sem imel zdrobljeno, ostale cirka 1,5 centimetra kolena, oba gležna, vretenca počena, levo roko sem imel 2krat zlomljeno na komolcu pa nadlahtnici, krvavitev v možganih, poškodovan živc, počeno vranico, udarjena ledvica. Ja, nač, jaz sem pritisnil zdaj trdeč gumb, zdaj se moramo pa kaj zmeniti, ne? Delamo, ja, snemamo. Se slišimo. Slišimo se. Če še znam prav šteti, je tole podcast 108, z nami imamo pa danes Mart Dekleva, ti si naš prijatelj, pa tudi zelo zagrizen harlejist, ne? Ker ti enih storijev na temo Harlejev gor daš na net, je to neverjetno. In jaz jih lajkam, ker se strinjam z marsičem. Pa veliko se bomo imeli za pomen o prometu, pa o mobilnosti, pa o tvoji zgodbi. In Jure me zdaj že gleda z napetimi očmi. Kaj, Jure, kaj si hotel reči? Mart je tudi mojster logistike pa transporta, ne, pa tudi, če ga pogledaš, ne. Če bi takrat Sylvester Stallone zgubil vlogo v tistem filmu, veš, ki je bil kamionar, ki so roke lomili, evo tega Marta, ne. A ja, se res, se spomniš tega filma? A ni hud film, ne. Naslov sem pozabil. A veš, ki je v Tornaku skozi treniral? Ja, pa ne sam, pa sprejet na Bulbaru, pa vse. Se moram malo lepšo sest, a veš, sem malo pozabil, da Drža. Tudi snemamo, ne, tako da zdaj mi že malo neroden. Jure, hvala. Dej, Mart, povej, od kje prihajaš, pa kaj počneš, pa ima pol povedal, da mogoče si povezan tudi z DKV-em, ki je pa naš ponosen sponzor naših vsebin na podcastu, ne? Zdaj začnemo, živo, jaz sem Mart, prihajam iz... Ja. Aha, ok. Živo, jaz sem Mart, prihajam iz Kranja. Ne bomo tako. V glavnem, kaj povem o sebi? Ok, prvo, jaz sem oče 2 otrok, ki jih imam najrajši na tem svetu. Lauro, Katarina, oče vas smrt. Ja, drugače pa ja, iz Kranja, star sem 40, delam v DKV-ju, spremljam vas, fante, smo tudi prijatelji in ful sem vesel, da smo najdeli neke skupne točke, ki lahko to zgodbo peljemo naprej. Drugače pa kaj, ukvarjam se rekreativno z nekim športom, priložnostno, absolutno obožujem se voziti z motorjem, prosti čas načeloma preživljam bolj, kaj pa jaz vem, umirjeno, stran od gužve, da se malo tudi glava spuca. Imam rad svoje prijatelje. Ej, kako ti rata stopati stran od gužve? To je recimo en problem, ki ga imam jaz, pa mogoče še kdo. A veš, kaj se 100 stvari dogaja, pa se mi zdi, da te pol ta inercija kar nese, tudi tisti, ki greš polet na dopust, pa 4 dni, 5 dni, ti še kar v glavi dogaja. Kako odsekaš? Mislim, a to je tako, recimo, kaj ste pošljam SMS, pa ti me ne odgovoriš, a to je to stopaš od gužve. Zdaj imaš šanso, da to poveš. Zdaj sem potunkal, ne? To ni res, vprašam, ne. Če je to, te razumem. Drugač, jaz najrajš, mislim, načeloma tako, ne, v petek moji tudi že vejo, da po 12 uri, če res ni nujno, me pustijo primir. Petek popoldne je res cajt zame, najrajš si natočem kozarc viskija, pržgem cigaro in sedim na vrtu in sem sam samo, tako brez telefonov, brez motilcev in to je tisti moment, ki meni preseka med tednom pa vikendom. Drugače pa pač ja, lej, v življenju moraš imeti vedno neke, kaj pa jaz vem, trenutke popolnoma zase, vedno moraš imeti stvari, ki jih rad počneš, ki si želiš početi. Jaz, tako kot sem rekel, motor, telovadba, prijatelji in takrat se pač ne pogovarjaš o poslu, takrat ne razmišljaš o poslu in pač to pride s časom. A veš, sej moraš odklopati, ker drugač, ne vem, te požre. Ej, zdaj je viski pa mer na vrtu. Kaj si pa rad počel, ko si bil mulo, stari, kako ste ga srali? Kaj ste kaj počeli, ko ste bili mulati? Mart je drugače v horoskopu gusar. Ne, ampak zanima me, kako je izgledalo tvoje otroštvo v Kranju, no? Jaz sem drugač, veliko sem se selil. Jaz sem nekaj časa živel na Krasu, nekaj časa sem živel na Gorenjskem. V bistvu zelo zdravo, bom rekel, zelo zdravo otroštvo. Vedel sem, kje je tekoča voda po vasi, vedel sem, kje je hladilnik, vedel sem, da moram biti doma, ker je začela cerkev zvoniti. Pa spod nog sem se mogel doma spraviti, da so se čim manj ukvarjali z mano.
Drugače pa kaj? Tako kot vsi ostali, kolo, ful smo radi, bunkere gradili v gozdu. Stari. Ni to ena taka skoraj pozabljena rokodelska obrt malih otrok? Ja. Zdaj, če si otroci zamislijo, grejo v Bauhaus pa jim kupijo hišico za drevo in to je to. Ne? Pa še ne 4 varovala, da ne bi se slučajno kdo poškodoval, ko bo gor po hiški. Jure, ti si od bunkerja delal? Bunker je. Ne sem da delal, kupali smo jih. Ja, se mi tudi. Ja. Pa smo se pa svajtali, ena grupa, pa druga grupa. Pa si najdel od unih bunker, pa si ga mogel razbiti. Zdaj bil pa na Dolenjskem res neki vreden, ker so bile koline, ne? Pa so prašiče na gavge obesili. Pa so ga razpantali, pa je šla drobovina ven, ne? Je bilo treba črevo oprati, pa tu za krvavice. Pa si bil ti tam malo, si mogel pa stražiti, ta cajt, ki je šla ekipa z masarjem gol, da so dali jetrca pražiti, si mogel pa ti odzvujem prašičev in ne daj Bože, da je kakšen maček prišel. Kako smo mi z bunkerjev prišli na prasta klad, jaz ne vem, stari. To je strele, ki bliskajo tem barlagu na polno, ne? Ne, ampak če si zdal svoj bunker zaščititi, si dobil nova služba, ne? Razumeš? Razumem, ja. Vi iz Lukovce, a vidite, kaj je imel kolin? Mi smo imeli to prvo... Od vekoma je bili na vakumskih pakungah. Ampak moram pa tlele zdaj pri tem tvojem otroštvu, moram nekaj povedati, kako v bistvu, ker smo Marta prvič ali pa drugič, ker smo te pripeljali na lunch, na ranč. Se spomniš, so sedela za mizo in je se zraven sedel en kolega in se nekaj pogovarjamo in on pravi, moram iti na Kras dol, ne? In Mart pravi, a res, kam pa na Kras, ne? In pove, je še zdaj ne vem, kaj neko selo. No, nikoli slišal, ne? In pol tako Mart mene gleda, pa njega, ne, pa pravi, jaz sem tudi iz tam, ne? Pon tako reče, ne, a veš, jaz nikoli slišal za ta kraj, se spomniš? In pol sem rekel, ok, jaz se bom izključil iz te debate in ona dva, jaz sem iz tam, a veš, ta hiša tam, kaj pa eni marički ali kako že? Ne, Slavko je bil, Slavko. No, a veš, sej jaz sem pa tudi tam in sta ugotovila, da sta soseda. Iz Krasa. Ja, res je. To je bila zgodba. Jaz sem na njegomu praktično dvorišču imel parkirano, neregistrirano katrco, a veš, in tako je. To je bil moj prvi avto. Zdaj si pa Jure tako kupil. To je bil moj prvi avto, zelena TL-ka. Ker ni imela zavorenega olja in smo dali oliven olje noter, ampak je še zmeraj bremzala. A vidite, avto, ki ima 5 žic, pa bremza na olivno olje, te ne more razočarati. Pa pazi, mi smo imeli črno-bel TV noter. Kje v katrci? Resno? Ja, smo ga sami namontirali. Škoda je bilo to, stari, škeri čeki smo bili. Sem pa izgorela, ker je bil požar, je izgorela. Tako da, a veš. To zgodi, če je požar, da zgori. Ampak kje je bil požar? V Katrci? Na Krasu. Zdaj, tak, ki ste ga videli, ker je bilo govora o tem požaru, to je bil že drugi požar, prej je bil pa še en, mislim, da je bil 2-4 ali 2-3, ki je bil tudi grozen požar in ja, tako da ti se je bila kar katastrofa, no, za lokalce. Šel na zavarovalnico preko, še televizija mi je zgorela v Katrci, ne? Veš kaj, takrat, kaj ti se dogajalo, tako mislim, da ni noben mislil na tisto Katrco, ki je bila v Gmajni parkirana, ampak, veš, smo bolj skrbeli za to, da niso bajte pogorele, ne? Tako da, ja, ampak ja. Kaj pa imaš najlepše spomine na Kras? Kaj ti je, ali pa te bom drugače vprašal, ali je Kraševcu najlepše takrat, ko burja piha, ali takrat, ko je vroče? Mislim, po mojem je veliko burje pihali, ne? Ki zbiti na Krasu. Zdaj burja pa vroče, to je brez veze, ker ni ne eno, ne drugo je groza, a veš, to je smoten. Najboljš na Krasu so bile stare osmice, razumeš, ker pač dokler to ni rato masovni turizem, so bile to dogodki bolj ali ne za domačine in pač valjda tam so bile žurke, je bil bend, je bila veselica in veš, dobro je bilo, hrana je bila domača, mislim, vse so še zdaj tudi krasne dogodki, vsi super, sam, a veš. Vibe je bil drugačen. Ja, a veš, vedel si, šel si tja, najedel si se, malo si kaj si spil, ob 4 si šel domov. Ne, to sem te hotel vprašati. V bistvu, kadarkoli gremo na Kras, pa si rečemo, ful lepo, pa to, pa ni neki blazno ljudi v zoni na cesti, pa tako, ne, in si rečeš, pišu, ka super, tle je lepo, ne, sam živel pa ne bi tle, ne. A veš, to narobe? Mislim, narobe ni. Ne, mislim, a je narobe. A veš, moraš razumeti eno stvar, ne.
generacije in generacije ljudi so živele v pomankanju. Ne? In generacije ljudi so bile, pač to je tako, kot če bi živel na jugu Španije, recimo. Veš, čez dan je vroče in ljudje večinoma zjutraj zgodaj vstanejo, potem se pa pač malo poskrijejo zaradi vročine, zaradi vsega tega vremenskega pritiska, pa zvečer spet ven pridejo. Ne? In pač Kras je umirjen in tam, prek smo se pogovarjali o tem, kako presekaš to napetost iz službe. Meni en najlepših stvari je to, da se lahko spomladi, ta prva tura je vedno na Kras, ker tukaj še vse golo, so tam že mehni zeleni listki, zrak diši po pomladi in ni ga lepšega. Veš, tišina je, mir je, čas se vstav. In jaz recimo, ki se pelem od Dutovl, greš čez Dutovlje, pa zaviješ dva taka ostra ovinkasta, pa priješ že počas do križišča proti Komnu ali pa naprej za Štanjel. Ne? In tam pač vidiš ta Nanosov greben in tam se čas vstav. In to je zame tako balzam za dušo. Ne? In ja, mogoče ljudje, ki so v konstantnem pogonu ali pa ki so pod adrenalinom, je Kras dolgočasen. Meni ni. Zdaj, ker na nepremičnine, .net. Da čakaj, le 5% mojega. Ko je dobro, da šloveš. Veš, ni problema. To je bil v bistvu moje vprašanje, če ostaješ povezan s Krasom. Tudi zaradi ljudi ali samo zato, ker je mer, pa se rad tja odpeleš? Še preden se tle zgodijo zeleni listki. Drugače, veš, ljudje drugače živijo dol. Se mi zdi, da tukaj ta hitrost gonja za zaslužkom, za denarjem ali pa za nekimi vrednotami, pač dol so drugačne. Veš, dol še vedno pač ljudje, se usedejo na klopco zunaj pred hišo, živijo, bom rekel, enostavno življenje. Ni drugače. Veš, meni mogoče tudi malo med nostalgija nazaj potegne. Dobre, meni je ful dobro. No, se vidiš kdaj? Ja, čez 10 let. Ja. Ma že plan, vidim. Plan. Čebele, koze, kokoške, jajca, to. Se pravi, pridemo dol in imamo piknik. Pa same delfino, 35 kojno, da noš pozaviti. A veš, kjer je Piaggio na 3 cikle. Ja. To. Dobar, se bo s tabo že prekucnil brez tovora. Veš, ti to gono. To je ta bratska ljubav. Ja. Prej te hotel zjebati, ker je rekel, da je fejst pihal, ki je na plešo pikeru. Ja, sebe, dej. Se jaz jih tudi dobim, sem pa kaj. Da, tudi ti zbil verjeten dost na obisku par njemu. Ja, no, le, vidiš, vse kaj. Jure pa skriva, ne? Ne, Jure je vedno pokaže, Jure ima najlepše fjorde. Ja. To je globalno segrevanje. Ja, to je vse vpliva. Drugače pa vi tako smati, ker ste še poglav kosmati, vaš čas je počas minil, ker zdaj se vse govori o učinkovitosti. Ne? In če sebe ta daš na havo pri 120 na uro ali pa bilo kjerga od nas, ne boš pač pri tebi bomo več goriva porabili. Ja, da se ti dvignul mikrofon za 5 centi za fora. Ja, tako. Kaj da smo v podcastu, ja. Aha, okay. Kar ne, to je bilo centimetra pa pol je bilo to. Dvigam ga za grob, deca. Ja, dobro. Ja. Jaz bi gledal. Kje so zdaj te hidravlične roke? Ja. Ne, to je fino mehanika, to je zacirila. Zato pa je tudi tako ozek vrat, pa šivoha. Jaz sem sprstki natančen. Ja. Mart. Mi smo čisto zabluzili, stari. Ja. Da sploh petek ni. Ja, vse zato pa. Daj, gremo nazaj. Mi smo radi na cesti, tudi ti si rad na cesti, a ne? Tejo reči, ja. Ja, ali pa bomo rekli tako, radi se vozimo. Se pravi, mi dva se dosti tudi skapelava, pač naj druži ista znamka. Ampak pred motori si se... Znamka je rekel. Ja, pa? Ja, to je kult, stari, to ni znamka. Ne? Jure pa more malo, pa more posoditi. Znamka je tudi kinder jajček. Ne? No, pa rečeva tako, ne, da naj družijo... da naj druži Harley Davidson, ne pa motocikli. Ampak predtem si ti vozil tudi, kaj si začel prej voziti, avto ali motor? Motor. Dobil sem Tomosa Štirko od soseda, ki ni delal. Z njim sem se vozil v Komen posodo pomivati k špacapanu. Da je začel delati, sem mogel glavo zamenjati in sem narobe glavo od cilindra gor na šraufu in so bile reže vertikalno, ne horizontalno. Ampak ona je delala, razumeš, pa prazen dealer smo mu dali mesto, ki je imela gor nalepko iz ene škofjeloške trgovine za te borde, pa to, ki je bil dealer. Zdaj mislim, da te trgovine ni več. Aha. No in to je bil dealer.
Tomo 4 rjave barve. Tako da, ja, motor, pol pa avto, katrca, zelena, rjava, ker mi je imela tako slabe gume, da sem se šel z ceste in se vrbo zaletel in pa sem me, kadarkoli smo se s kolegi tam in pelali, so recitirali od Prešerna vrbo. Dekleva korner je bil, Dekleva korner. Pa je bila rdeča katrca, ja, pa tako naprej. Rdeča je bila že GTL-ka, ne? Rdeča je imela to gnilo zadnjo premo, da je na tehnično rekel, če sem normalen, se s tem prpelal. Kaj je pa razpihalo na Krasu? Ker ponovadi tam avti ne gnijejo. Je dosti suho. To je bil budžet, veš, to sem si lahko prvošil in to sem pol vozil, ne. Aha, ok. Mislim, da sem dal $75,000 takrat za tisto katrco. Fak, $, star, ja? Se spomniš? Ti si še premlad, Jure. Ja, Si se že rodil, ko so bili še $? ja, seba. Nisem pa toliko star, kot ti, ne? Kot ti si. Itak, no ne. Takrat, ko si pa seba rodil, pa ne boste verjeli. To je pa še kraljevina Jugoslavije. Ne, da je bila kraljevina Jugoslavija. Ampak golfa pa res ni bilo na svetu. Ne? Ja, se to je res. Ja. Ne, res ne. Oh, fuck, ej. Ej, gremo mi naprej po podkastu. Ja, skozi Zdaj zgodbo. zdaj že vemo, da je da mar tudi Harleyjevo. Kje si pa v kult vstopil? Kje si pa? A misliš o Harleyjev kult? Ja. Uf. To se je pa zgodilo tako, jaz sem se zdaj, ne vem, zdaj 4-5 let nazaj, oziroma 4 leta nazaj sem se ločil in dejansko sem ugotovil, da lahko počnem v lifeu, kar mi paše. A ne? In sem si pač hotel kupiti motor. A ne? In imel enega prijatelja imam, Logarsona, ne vem, poznate ga, uspuha dela. Ja. No, jaz sem bil v Brnemu, midva sem tudi prijatelja in možakar je delal, mislim, da je bila Yamaha. Chopper in jaz tisti motor vidim, jaz tako, fuck, dej Logar, dej to ti meni prodej. In so se mi da že vse zmenila, jaz njemu aro dam. No, pa imam pa enega soseda, ki pa ima tudi Harleyja, ne, custom made, in jaz njega, mislim, tako jaz njemu, Mišo, le tole, a ne, on tako, a to je, kaj to, in jaz tako Yamaha, on tako, dej raj Harleyja, ne, no, in pa on mene, slučajno mu en kolega sliko poslal tega prvega motorja, ki sem si ga kupil, in je bil pa FXDR, pač en, bom rekel, Softail model. In jaz tako, fuck. In to je bila polna ljubezen na prvi pogled. Ne? In jaz tako grem pogledat ta motor, še ta možakar je bil na morju, bil sam njegov vajenc tam v delavnici. Ne? In jaz vidim tisti motor in jaz tako, to jaz hočem imeti. Ne? In jaz tako, fuck, pa zdaj z Logarjem narediti. Ne? In jaz se tako zapeljem do Logarja in tako, lej, Logar, a boš ful hud, če, a ne, no, valjda pač, a ne, sej dil je dil, ampak lej, še zmeri so bila pa prijatelja in je razumel, ne. Tako da sem pol vzel tega custom-made Harleyja, Softail in to je to. Ja, pa tako, ko si zaželil motorje, kar takoj v štartu si začel se pravi o čoperih razmišljati. Ne, te ni nikoli potegnilo, da bi imel kaj drugega? Dve stvari sta. Jaz sem imel eno prometno nesrečo in zaradi tega se mi je kolen, pač se ga ne morem toliko skrčati, da bi se lahko na cestanga recimo usedel, ne. Kar bom jaz tako rekel, mogoče mi je nekdo že v štartu, a veš, preprečil, da bi kakšne baterije delal, ne, kar se hitrosti tiče. Kot drugo pa mislim, ne vem, če bi jaz pasal lih na cestanga. Pa tudi se ta tvoj prvi ni glih čist klasičen čopar, ne, je bolj, rečemo, kafe racer oziroma tak, bolj, to je zelo dober motor, no. Se kakšno stikca dal, ne? Zdaj se to že rola. Če je dal slikco, smo ga že videli. Če ni dal slikco, nismo nič videli. Sam res, ne. Bom na Instagramu postal pa Cirila tega. Ja. Zdaj si pa že sam omenil, ne, da si doživel pa tudi še kaj drugega na cesti, sam lepe trenutke. Ja. Mislim, prav je tudi, da rečemo kakšno to temo, zato je tudi tak cajt zunaj. Se mi zdi, da ljudje, jaz sicer vedno pravim, da je dež zunaj pa mokro, to ne pomeni, da se vozimo po ledu, ne? Ker ljudje včasih čisto pretiravajo. Ampak
Jure, tudi ti boš to potrdil. Letos je bilo tudi tako zelo težko leto na slovenskih cestah. Ne? Spet je šlo veliko več prometnih nesreč. Se mi zdi, da je prav, da ljudi malo pomnimo, da cesta je vsem taka živa stvar, pa je treba biti in zbrani vse in vsi smo ljudje in vsak narediti kakšno napako. Pač treba je biti z glavo za volanom. Kaj se je pa tebi zgodilo? Kaj je bilo? Jaz sem šel pa v žiri. Naročil sem si pancerje v Alpini in sem jih šel en dopoldne, torek, mislim, da je bil torek, 10 dopoldne, sem se pelal gor in ker pač sem bil utrujen, sem zaspal in sem se zapeljal na nasproten pas in sem se zaletel v nasproti vozeče vozilo. A si vedel, da ta moment prihaja? Veš, kaj si utrujen, imaš ponovadi kakšen... Ja, v bistvu dvakrat se spomnim, tako dvakrat mi je glava malo kinkala, ampak se veš, pač se bo, ne? A veš, se ni to hudo, pa se pelaš, ne? Vem, ker to je tudi pri odprtih očeh zaspiš, ne? Veš, jaz se spomnim enkrat, sem tak intermezzo, ko sem se pelil iz Ženeve domov zjeban, pa sem, veš, ko si že pri Milanu, že misliš, to sem že napol doma, pa nočeš se na italijanskih pumpah ustavljati in pa lune luči od tovornjaka od spredi na desnem pasu se ti začnejo raztegovati, pa skupaj, pa unke 200 metrov stran, misliš, da je 20 metrov stran, vse se ti že fučka stari. In kokar ti si lahko hud fighter, jaz tudi, če vmes, ne vem, Bobi palčke jem vodo, pijem to menač, tudi če grem po čepe delati, če si zjeban stari. Ja. Bože, se ustaviš. Ja. In kaj je bilo, stari? Zapeljal sem na nasprotni pas, nasprot se je pripeljal en gospodič mojih let in se pač čelno zaletel vanga, ne. Kaj se pa spomniš, kaj je kaloba bolj? V bistvu imam dva flashbacka, eden je, avto se je v bistvu pol za 90 stopinj v bistvu obrnil in sem z nosom se zaletel v to odbojno ograjo. In spomnim se, ker sem pač gledal naravnost in je bil pred mano gost, ne, in sem se obrnil čez ramo in je bila pa cesta, ne, a veš, in prav spomnim se, fakt to pa ni v redu, ne. Tega se spomnim, pa spomnim se, ker sem imel helikopter recimo na lagar. Teh dveh stvari se spomnim, ne. Koliko so bile pa poškodbe hude? Fak. Ja, sem bil kar polomljen, no, tako, ostala je, kar ni bilo polomljeno, je bila desna roka, vse ostalo sem pa polomil. Kva? Kaj pa je bil za avto? Smo v atmosfercih mini. Dobro, se če ti, to je skoraj malo vseeno. Ja, pa še prav čelno sta preletela, na 3/4 čist. Ja, vsak tako, pol, a veš. Se je možakar se je probo neki izogniti, sam tam na uni strani, njegove strani je bila stena, mislim, stena je bil hrib. Ni bilo prostora, ne. Kam daleč zapeljati ni mogel, ne. Jaz pa tudi pač... Oprost, zdaj ne vem, vse poje, če ti je glupo o tem govoriti, ampak ko je sam desna roka ostala cela, ti si bil res cel polomljen, kva? Oba gležna. Desen je bil praktično skočnica, je bila mislim, da na 3-4 koncih, to je tako velika kost, ki je bila pač v gležnu zlomljena. Stegnenico sem jo zdrobljeno, ostale cirka 1,5 centimetra pa pol kolena. Pol sem imel vretenca počena, pa levo roko sem imel dvakrat zlomljeno na komolcu, pa na dlahtnici, krvavitev v možganih, poškodovan živc, počeno vranico, udarjena ledvica. Sigurno je še kaj, da... Kako se pa... Strgano veno, no. Tako da... A je še notranjo krvavito tako? Imel sem blazno srečo, da so me pripeljali v klinični center, sluga, on je meni life rešil in jaz sem tako večni dolžnik njemu in tako, res to je človek srca, ker kdorkoli se čez zdravnike pritožuje, je pač treba te stvari mogoče malo z rezervo imeti, ker imaš v kliničnem centru ogromen ljudi, zdravnikov, sester, pomožnih delavcev, strežnikov, kakorkoli jim pač rečeš, ker so pač srcem tam, ne pa zaradi plače, ne. In te ljudje so res... Kaj pa drug voznik? On je imel pa, mislim, da stegnenico, medenico pa pljučno embolijo. A ste se kdaj srečali? Sva, ja. Jaz sem se mu tudi upravičil. Pač, nisem bil ne pod vplivom alkohola niti drog, pač enostavno zaspal sem, ne. In pač upravičil sem se mu, mi je žal, da se je to zgodilo.
In pač. Oprosti sebe. Kako se pa pol mentalno spravaš, k eni taki zelo dolgi sanaciji poškodbe, pa na pot nazaj, ker vidim, da si se kar naredil in to je verjetno za tabo ena taka jebena pot, no? Veš kaj, jaz ful ne maram se komorkoli smiliti, ne, in meni gre blazno na živce, še takrat ko sem bil v bolnici, pač vsi, najbolj so bili prijatelji, ki so prišli, pa so rekli, daj, ajde, kle, nekaj ležati, daj vstan, pa nekaj se zezat, ne. In tudi na tak način pač živim svoj life, a veš, in pač ja, lej, greš korak po korak. Jaz sem, ne vem, prišel z bolnice in sem šel v fitness, a ne. Pa še zdaj imam sliko, ko sem začel, 1 kilo je bila težka ročka, ko sem pač začel delati. In začneš, ne. In pač ne nehaš. A ne, pa tudi, če, ne vem, traja, ne vem koliko časa, pač greš, dokler hodaš naprej, polk se ustaviš, takrat je težava, ne. Lahko gremo še mačka nazaj na trenutek, kaj je počlo, oziroma malo pred trenutkom, preden je počlo. Ti si imel relativno sodoben avto, kar je sigurno tudi pomagalo, da si tako težko nesrečo, očitno težko nesrečo preživel. A se ti zdi, da če bi imel, na primer, takrat, ali pa si ga mogoče imel, sistem za nadzor smeri, a misliš, da bi te rešil? Takrat tega še ni bilo, no. To je bilo 2012, ampak jaz mislim, da če bi takrat obstajal lane assist, bi definitivno se izognil temu. Bi se? Ja. Absolutno, ali bi zatresal, ali bi zapiskal, ali bi karkoli, ne. Pa si imel kdaj občutek, za koliko časa si mrknil, da te ni bilo? Ne. A veš kaj, tudi ogromno je, a veš, je teme, nimam spomina, ne. Tako da težko rečem. Spomnim se zadnjega momenta, ko se spomnim na cesti, je cirka 500 metrov pred nesrečo, ne. Pa tam so to, ko greš gor v Žiri, tam od Trebije, gostilna Trebija, ki je, imaš pol take v bistvu ovinke, ki se začneš dvigati gor v hrib, in gostilne se še spomnim, pol naprej pa ne več, no, tako da. Kakšen imaš pa danes odnos do teh varnostnih sistemov? Momentalno, ko začne kaj piskati, ali pa recimo, ko imaš ti še emergency stop, ko greš rikvrc in ti avto zabremza in mi gre blazno na živce. Ampak jaz mislim, da so to take stvari, ki nam doskrat takrat, ko je treba, odtehtajo pač dogodek tak ali drugačen, ne. Razbit odbijač ali pa razbita glava, ne. Veš, kako pravi, ne. Samo dosti je, da samo enkrat pomaga, ne. Ja. Lahko ti gre 1000krat na živce, ampak samo enkrat, če pomaga, pa je dovolj, ne. Ampak gremo naprej. Ja. To ti je tudi ta dogodek, bomo rekli, ko je bil kriv za neko novo pot v tvojem življenju, definitivno. Za neko novo energijo, ki si jo dobil na ta način, in usmeril si jo v stvari, ki verjetno predtem jih ne bi. Absolutno. Če bi se mi ta nesreča ne zgodila, bi verjetno ostal v farmaciji, tam bi bil v neki proizvodni noter kot optimizator proizvodne ali pa kakorkoli, odvisen, kaj bi mi life prinesel, ampak pač ja, vmes sem, tako kot sem rekel, sem mogel ustaviti malo, ne. In pol profesionalno me je to zadeva obrnila čisto neke druge vode, ne, transport, logistika, kjer do neke mere sem tudi v končni fazi danes, ne. Kaj pa je, mislim, zakaj pa glih transport pa logistika? Kaj je? Jaz sem bil v bolnici in je prišel en kolega, ki ima ukvarjal se pač z e-commerceom, ne. In je imel pač eno pač težavo in jaz sem rekel, daj bom jaz to, pridem domov, bom jaz, a veš, sej na Berglah sem bil, lahko sem odprl pač svojo firmo SP, in sem začel prevzem odpremo, sprav praktično outsourcal skladišče, odpremo. In tako se je začel, ne. A veš, in sem pač hodil delati v skladišče in začel delati s tem, ne. Tako da na Berglah. Koliko časa pa traja tvoja zgodba z DKV? DKV pa zdajle dobra 4 leta, počas bo 5. Ja, na DKV sem prišel pa, ker sem se odločil, da imam dosti podjetništva, ker pač je podjetništvo v Sloveniji res težko, in z vsem spoštovanjem, ljudje, ki so podjetniki, ki imajo svoje podjetja, res si zaslužijo maksimalno spoštovanje. Ker je
res težko. Ne? Danes uspeti v Sloveniji kot podjetnik, moraš biti res glavca, pa pridem. Oboje. Imaš pa opravka s podjetniki na dnevni bazi, ne? Ja. Podjetniki, prevozniki so v bistvu, prevozniška podjetja so naše stranke. Mi jih oskrbujemo zato, da se lahko vozijo po Evropi pa dostavljajo blago. Vesel sem, da lahko vržemo zdaj ta DKV na pladen, tudi zato, ker smo o tem, kar počneš, govorimo mi either way. Evo ga. Samo zdaj prav, da to oranžno kažemo ali ta plavo? Čak, zdaj smo govorili o prevoznikih, a ne? Prevozniki imajo predvsem te kartice. Ne? Ker ni štroma, ker modra, da te vedeli. Modre imamo pa, a ne, to je pa kartica, ki ti omogoča tudi, da avto napolniš z elektriko. Ne? To je pa naša kartica. To je naša kartica. Ne, hotel sem to reči, da mi sem pa tja, se tudi usedemo, pa ali hočemo ali nočemo, pa začnemo govoriti tudi o službi, pa o poslu, pa o DKV-ju, pa sem rekel, da ne bilo butas, da kdaj to spravimo še v eter, ker če je že DKV naš podpornik, pa smo veseli, pa ponosni, pa verjamem, da kontra velja, da sodelujemo, da je prav, da od izvira informacij oziroma od izvira zvemo še kakšno stvar povezano z mobilnostjo. Kaj je, Juraj? Ne. Meni je bilo prav škoda. Meni si se prav zasmilil, zato smo ti mogli kombinezon poslati. Tega sem bil res. Stari, a ti veš, koliko se je on veselil DKV kombinezona, ker je rekel, stari, jaz komi čakam, da postavimo podcast za mesto Gorda. On je hotel že ne vem, kdaj ga je hotel že obleči. Daj, počakaj. Pa ni iz Kitajske, sam to, da veš. Nista listka najdla, zdaj Žančka je bila malo burna razprava, veš. Jaz sem pa tako, Mart, jaz sem pa tako potipal že doma, ker sem ga probal, ne. Sem rekel, kako je to fino naštepano. To je v Krškem bilo naštepano. A res, kaj? Absolutno, mi če kaj podpiramo lokalce. To je že pomembno, ja. Martka, pa preden res šaltamo dol, pa gremo v transport, pa logistiko. Pa danes tako, ko si pa že izkušen v tem poslu. A imaš ti svoj najljubši kamion? Imam. Peterbilt. Si videl, kako je presekal zdaj. To se zune. Evo tega. Jure je računal na skanja, MAN, Ne, dobro, fantje, sej, da ne bomo skanje, te sploh ali pa Mercedes. Ne, vse je v redu, pusti, da je to. V redu si povedal. Ampak zame, če bi imel denar, bi si kupil enega starega Peterbilda iz 80-ih ali 90-ih. Kaj je bilo v Kanadi? Ja, ustavili se. Jaz sem videl te kamione, pa so bili od novih do starih stani, stop, gremo pa še, takrat je bil še Miha Mrljak. In sva uletela enemu prevozniku takmu. A niste intervju naredil še takrat? Ja, kako je že bilo? Jaz sem rekel, jaz ne morem se jim tega parkirišča odpeljati. Ja. Peterbilti, Kenworthi, pol je bilo tudi Meki. Meki so bili tudi, ne. In pol, tu moramo sliko dati. Ko si se usedel v kamion. Stari, ti gledaš to sliko do mene prepelo, jaz sem že noter dal. Jure pravi, no, to bomo dali. To bomo dali. To pa na Viber grupi, Jure, da slike, linke, pa to. Zapiš si, dej si ti zapiš, ker to bo bolj zihar. V glavnem, te smo k njemu in tip je videl naš entuzijazem in je rekel, Valdo, odpri. In ko se Mart pa je rekel, sem rekel, lahko prcin, Valda prcin. Ja, veš, to je pa prednost Amerike, dobro, to smo videli ali pa Kanade, ne, ti tako komorkoli prideš, pa če vidi, da te zanima, ali pa tudi tako sicer so ljudje bistveno bolj odprti, pa ti bo rade volje, da ne, pri nas bo preko moraš z dvorišča, veš, recimo, ne. Slovenski prevozniki, ne. Ne vsi, ampak lej. Jure, če so zdaj hotel s kakšnemu dobremu evropskim kamionom pelati, sam povejmo že kakšnega našo stranko. Ja, to se moramo zmeniti. To se moramo, mi moramo enkrat narediti, prav eno kamionorsko turo moramo narediti. Jaz bom pa nekaj zrihtal. Kaj pa ti, ki se strankami pogovarjaš? To mora biti tudi dobro. Polka uradne dele sestanka zaključite, a vržete kakšno tako debato? A veš kaj, biti v prevozništvu je zelo specifična. Ne? Prevozniki to so, če govorijo zdaj slovenski prevozniki, to so self-made ljudje. A veš, to so ljudje, ki so začeli načeloma, več ali manj so začeli kot vozniki, so bili pridni, so bili delovni, so se znajdali in so zgradili podjetje, ki so danes v bistvu temelj slovenskega prevozništva. Ne? Slovensko prevozništvo ima pač domače podjetja, tam 30-50 kamionov, 10, vse nima veze koliko.
delajo, garajo in z njimi se pač pogovarjaš, ja, absolutno spoštljivo, absolutno jim moraš biti pošten in ne smeš jih golfati, ker pač to je taka poslovna etika, že po defaultu mora biti, ne. Ampak že sami spoštovanja do njihovega dela se mi zdi, da je prav, da si še bolj odkrit, pa še bolj pošteni. Dejansko mi kot DKV, sploh pa vsi, ki smo tukaj v Sloveniji in pač po ostalih državah po Balkanu, se res trudimo jim pomagati. Zdaj imam jaz sam en medmet, se reče temu tako. Povej naprej. A smo mi sploh rekli, kdo Mart je, ki ga povezujemo z DKV-jem? Prvi človek. Hišnik. Vse hišnik. Od začetka do konca. In lej, v bistvu pred DKV-jem si pa ti delal v transportu oziroma s transportom, ja. Kar pomeni, da veš, zakaj se gre. Ja. In meni se zdi to ful dobra zgodba oziroma velika prednost, da zdaj ti pač ne soliš pamet nekomu oziroma da nekdo pride k tebi z nekim problemom in ga ti, bomo rekli, že kar zelo kmalu začutiš in razumeš. A veš kaj, tako kot sem že prej začel, a veš, prevozniki prvič nimajo časa, drugič pa to ljudje z nekimi korporativnimi razlagami in prodajnimi triki pač ne. Moraš biti direkten, pošten, neposreden in kratek. In to je to, vse ostalo, ja, se te bojo poslušali, se bojo ti dali neko minimalno spoštovanje, ampak da se boš pa res začutil, je pa takrat, kadar jim boš rešil problema. In problem pri prevozniku je takrat, ko se mu kamion ustavil, problem pri prevozniku je takrat, kadar se mu začnejo stroški nabirati. In danes mobilnost, se pravi gorivo, cestnine, vračilo davka, to, kar DKV dejansko ponuja, so, bom rekel, eden glavnih stroškov prevoznikov. Če kdaj, je danes to velika obremenitev. Gorivo je šlo gor, cena cestnine šla gor. In pač ja, in oni računajo na nas zato, da jim bomo stali ob strani. In dejansko mi jim. Mene nekaj zanima, tako že leta in leta me to zanima. A veš, včasih, se pravi, so kamionarji hodili, ni bilo teh kartic, so mogli imeti gotovino s sabo. Okay. Pa tako, in je bilo po mojem kar veselica iti na neko dolgo pot, pa imeti gotovino pri sebi. Si ne znam predstavljati, jaz se verjetno ne bi ustavil na teh počivališčih, pa spal z gotovino pod ritjo, ampak a so res oni vezali kljuke eno z drugo, z leve, desne, da niso not prišli. Je bilo to res tako? Reševanje pa varovanje lastnih kamionov, vse sorte. A veš, tudi še danes ti greš, recimo, ena izmed stvari, recimo, ki se dostakrat dogaja, je, ne vem, včasih so imeli telepas, je bila malo večja naprava, noter je bil čip, medtem, ko je šel recimo voznik natočiti gorivo, pa plačati gorivo, pa če ni zaklenil kamiona, v tistem času tako minuta, 30 sekund, možakar šel noter v njegovo kabino, mu odprl telepas, vzel čip ven, zaprl in kada se nič ni zgodilo. In pa se z njegovim čipom vozil gor pa dol po Italiji in če firma ni ugotovila, so plačevali cestnino nekomu drugmu. Ne? A veš, kaj hoče povedati, je to pač vse sorte se je dogajalo, ne? A veš, ne vem. Koliko pa je zdaj kriminala na cestah oziroma v tem prevozništvu, tako, če gledamo prej ali pa zdaj, a se je to kaj spremenilo? Je zdaj tudi način se je spremenil. Veš, včasih, tako kot si rekel, si imel pod polštrom, ne vem, kolo denarja, s katerim si plačeval gorivo pa cestnine, ne? Danes imaš kartico, ampak pač do tatvin, do zlorab se pač jaz mislim, da bistveno se ni spremenila količina tega, se je pa spremenil način. Veš, sami te nepridipravi so toliko iznajdljivi, da jaz, ker že misliš, da si videl vse, te še zmeri kakšna stvar preseneti. Mart, pa dej tako, kad ti imaš res vpogled v ta, bom rekel, in na prvo fronto logistike pa transporta in v zaledje. Ljudje si dostakrat ne predstavljamo, mi vidimo samo pač kamione na cesti. Daj malo povej, kakšen sistem je tukaj vzadej, kakšne se tukaj številke obrnejo, kakšna je tukaj energetska potreba. Računaj, kamion, da ga imaš, zdaj bom čez palc govoril, več manj, ampak povprečno ti porab cestnine pa goriva tam 7,000 evrov na mesec. Pa moraš zraven prešteti večina kamionov itak na leasing, potem moraš obroke od leasinga, pa prikolco, pa personal, pač, a veš, to so veliki volumni
denarja, ki se vrtijo. Cene marže pa padajo. In tukaj noter so pač prevozniki pod resnim pritiskom. In sploh pa vsta eko, elektrika, to je konkreten pritisk in tudi grožnja sami dejavnosti. Če se tega ne bomo lotili na pravi pa efektiven način. Se vem, da imaš milijon vprašanj, ampak a si predstavljate to, kar je Mart zdaj rekel, pod kakšnim pritiskom so prevozniki pa šoferji recimo, ne? Zdaj pa, da ga ti pošlješ nekam tja v Rotterdam z električnim kamionom, pa se samo zmeša. Ja, se zato jih pa ni. Mislim, da si pod pritiskom še glede vsega, pa že tako so reveži, ne? Mislim, vse je v končni fazi Koncept prevozov na klasičen pogonski derivat, kot je dizel ali pa na elektriko, je popolnoma drugačen. Mi imamo še vedno v glavi, da se pač usedeš, se peleš in da ti, vzame 10 minut, da ti imaš spet poln rezervar, pa elektrika je nekaj drugega trenutno. In jaz mislim, da to še vedno smo v konkretni prehodni fazi, in definitivno tukaj ni samo, kje bom avto na polno, ampak je tudi vse ostala, infrastruktura od centralnih skladišč do, koncept logistike se popolnoma spremeni. In tukaj noter pač, jaz mislim, da bi mogli malo bolj celostno ali pa krovno pogledati, kot pač samo to, da bo zdaj, dajmo prevoznike pa jim reči, naj uporabljajo električne kamione ali pa avte, sej jaz recimo jutri grem v Beograd, z električnim avtom bom rabil 3 ure dlje, kakor z dizlom. Je pa res, da ko bojo neki dobri električni kamioni, se bo pa ta kamion zelo dobro pelil. Sama bo še kakšna faza, Julija, imaš ti klele kje zapovedati? Kaj se tukaj riše? Mislim, zagotovo pomembna faza v prevozništvu. Prihajajo tudi električni long-haul kamioni, ampak seveda, Mart tudi tu dobro pozna, ključno, če govorimo res o velikih kamionih, je zelo pomembna nosilnost. Se pravi, učinkovitost na tono, ker nisem pomembno, koliko je tvoj kamion težak, ampak koliko tvoj kamion pele, pa kako daleč. Ampak koliko tvoj pele? Moj pele je taj kar dober, drugače. Izriti je zdaj lepo povedati. Bomo pa testirali. Ne vem, če se ga vidi. Veš, da se ga vidi. Je vse v kadru. Ampak ni samo vse, samo pri teh malih kamiončkih. To je malo. Ne, to je pomanjšano merilo. A drugače, veste, se vrnemo nazaj na to, ampak veste, kaj je drugače? To je drugače kopija tovornjaka resničnega, ki se vozi po Evropi in predstavlja tehnologije kontinentala. Ta prikolca je laboratorij. V tej prikolci so bila in tukaj ima Conti prikazan, kaj naredi razliko pri prevozniku, tudi če imaš ti te prave gume ali jih nimaš prave. Če imaš, ne vem, v tem primeru Conti gumi, če imaš kvalitetno gumo, kaj lahko to na letni bazi, kakšno razliko pomeni, ki je pa res ogromna. A ti imaš izpit za kamion? Ne, nimam. Imam pa izpit za viličarje. Mislim, jaz imam tudi za kamion. Mislim, sem tako. Koliko si ga pa vozil? Sem. Tako si izpit delal? Ne, sem tudi zmrznjene kure vozil naokrog pol. Ja. Ti si pa človek, ti so čevih talentov, tega nisem vedel. Ja, ker sem naredil... Če te v podcastu klenajo hotel več imeti pojmo, ker sem mu prevozniku rekel, da znaš kamion voziti. Ja, sem ne več ob 4 zjutraj majke in ni šanse, ne morem več. To mi je bilo najhujšno. Sej super, dober denar pa vse, samo ob 4 zjutraj, pa po mojem še prej smo mogli ostajati. Ne, to pa ne. Marta, ampak tale support, ki ga imate vi pa praktično po celi Evropi. Ja. A imaš kakšno zanimivo zgodbo? Kaj vse se zgodi? Odkje vse ljudje pokličejo? Kaj treba rešiti? A hočeš resno ali hočeš zanimivost tako, da se mu nasmejali? Kaj imaš rajš? Resno in smešno. Resno, recimo, voznik pripelje na pumpo v Španiji, vzame kartico, gre na blagajno, 3-krat napiše PIN narobe in se kartica zaklene. To je pač nek tak varnostni ukrep.
In potem so neki obvodi, neke ročne avtorizacije in pol tukaj noter ni samo terminal pa voznik pa PIN, ne, so noter servisni center, naš servisni center v Španiji, človek, ki stoji za šalterjem v Španiji, ne, voznik in pol, vsi, ki so tukaj notopleteni, so navajeni, zdaj pošljem mail in čakam na odgovor, veš, ampak človek pa tam stoji, kamion mora se pelati, in pol ti na konc, kaj moraš narediti, je, da vzameš telefon v roke in pokličeš na špansko pumpo in rečeš, a lahko prosim izvedete ročno avtorizacijo, ne? Recimo, veš, in če bi se na tak način pri nas lotevali, pa jaz razumem, da so to postopki pa vse, ampak včasih je treba pomagati, in poklicati in mogoče koga spomniti, da naj mail pogleda ali pa, veš, da naj pritisne, da potrjuje ali pa kakorkoli, veš, in to se lahko zavleče, veš, ljudje pol in pač mi se trudimo, da strankam stojimo ob stran, In tudi ta konkreten primer ste pa rešili? Vedno ga rešimo, se na koncu vedno reši, ne gre se samo za to, koliko časa traja. In kot sem rekel, vsak kamion, če stoji na mestu, pa ne voz dela strošek, pa potencialno ogroža s celo firmo z penali, če ne dostavi tovora, ta pravca, da pač ne pride razkrat, kakorkoli. Valjda, saj ti si tudi dolžan pripel. Kaj pa ta smešen? A boš povedal isto, kar si jo že meni povedal? Z Gradca? Ja. Ja, bom to lahko. Lahko povem to. Ja, lahko poveš. Lej, zato, ker tudi mi, ki smo vzeli kartico od DKV, smo rekli, kva se lahko zdaj plačamo, zdaj pa povej. No, v glavnem, jaz spim in ob 2 zjutraj mi začne telefon zvoniti in jaz se vas blesal, in tako pač gospod je iz Srbije, nima veze, je srbska stranka in tako začnejo kričati, da DKV kartica ne dela, da voznik ne more plačati in da pač in jaz tako vas bled, pa veš, zaspan še, ne se rekel, bom pogledal, vstanem in grem za računalnik, prižgem komp in tako njemu, pa na Viber mi je pošiljal, že, ne vem, ampak nisem slišal, ker je bil telefon na potik, cel kupenih sporočil, no in jaz njemu na Viber napišem, pa pošlji mi lokacijo, in on pošlje lokacijo in jaz gledam tisto lokacijo, veš, pri nas imamo pa DKV Maps, in ti v DKV Mapsu ti vidiš, kjere pumpe so pač pri nas v naši mreži in ceno in vse take stvari, no v glavnem. In jaz odprem DKV Maps in tako pač ni, tam ni nič, in tako gledam in pač gledam tisto slikco in pol gledam tam na našem Mapsu, to je pač sred Gradca, veš. In jaz tako pa grem, pa vseeno odprem Google Maps, veš, pa noter naklofam pač naslov in to ni bila pumpa, ampak je bil Laufhaus. Laufhaus je v Avstriji, mislim, pač prostitucija je v Avstriji legalna, No in pač jaz njemu pošljem, sem sliko, ekran se rekel, mojster, to ni pumpa, Mislim, ni nekaj vrste. Veš, in on sam meni nazaj izvini, pa tišina, in pa jaz nekaj kličem na 7 dan in pravi, pač možakar je mislil, da to pač, to je tako, kot kreditna kartica in da plačaš, Ja. In je hotel v Avstriji si popestriti Vožno. Zdaj, ko vem, lahko marsikaj plačaš, ampak ne moreš pa tega. Ne gre pa vse, veš, kar se mobilnosti tiče, tako da, Jure, prav, če bi una punca stala na pumpi, bo mogoče lahko plačal. Mislim, bomo zdaj klele vzpodbujali. Ne. Še že sebi to zdaj z domišljija začela igrati. Drugače DKV je resna firma, seba glih zaradi teh stvari. Ampak zdaj si že povedal, pa klicni center v Španiji, pa to je vse evropska storitev. Ja, mi smo družinsko podjetje, ki obstaja že več kot 90 let. Odkot pa je DKV sploh? Nemčija, oziroma lokacijo imamo v Rattingenu, tam je glavna pisarna. Obstajamo 90 let, družinsko podjetje, tudi na tak način se obnašamo oziroma imamo odnose skupaj, pač res smo ena velika družina. Včasih se malo spričkamo, ampak vedno pa držimo skupaj. In razširili smo se po Evropi oziroma Evropski uniji in okolici, imamo čez 70,000 črpalk, skoraj 400,000 strank, pridni smo, res, tako, stranke nas imajo rade. Se tudi tebe slišim, ko govoriš, ko skozi govoriš, da smo, to že čutiš eno tako orang pripadnost, pa se vem, tudi, ko smo privat, pa to, ko te slišim, kako ti govoriš o tem, je stari, ker... A veš kaj, to bi rad na glas povedal,
Pa pet malo bližje mikrofone. Danes, dragi moji sodelavci, jaz vas imam rad in sem vesel, da dobro delamo, a se sliši zdaj? Ja, se že prej ureduje. In res imam fajn ekipo, vsi v ekipi se trudijo, da so stranke zadovoljne, da lahko delajo. Ne? In pač ja, vsak lahko račun napiše, vsak lahko prodaja nekaj, ampak na koncu, tako kot sem rekel, stranka, ki je kamion se ustavil, rab pomoč. Ne? Sam dajmo nekaj razpucati, ker to pa zdaj mene folk sprašuje, ki je slišal, da je DKV podpornik podcasta, pa da ne bo tudi zdaj nesporazum. Ne? To je B2B storitev, ampak ne samo za prevoznike. Ne? Ja, res je. A veš, kaj folk jaz doskrat slišim, pa prav, to je za kamionarje, ja, ampak tudi za vse ostale, ki imajo, ne vem, naš vozni park ni velik. Ne? Ja. Uporabljamo skozi. Mi uporabljamo in povej, da ni zdaj samo za kamionarje. DKV kot tak je zrastel ven iz DKV je Deutsche Kraftverkehr, to je nemški težki transport. Ne? Ja, pač vedno smo se osredotočali na kamione, na njihovo mobilnost. V bistvu zadnje čase smo tudi pač iz samega povpraševanja z trga se odločili, da bomo tudi podpirali podjetja, ki imajo v voznem parku vozila izpod 3,5 tone. To so pa osebna vozila, kombi, dostavna vozila, kakorkoli. In tukaj noter pač ja, uspešno širimo zgodbo tudi na ta segment. In tako, kot ste rekli, mi smo se v bistvu začeli pogovarjati na ta način, ker ste pač sami povedali, vozimo se, pa ne moramo plačati. In to je pač rodilo to idejo, da sem danes jaz tukaj. V bistvu je to DKV rešitev tudi za tiste, ki se veliko z avtomobili vozijo po Evropi. In mi smo se res velikokrat srečali, ali nismo imeli prave kartice od podjetja, s katerim smo se vozili, ali kakorkoli. Pa vas ta klasa fakt s temi karticami, pa štrom, pa to, pa se malo dlje peleš. Tako si pa meren, Marce Zebava reče one car to rule them all, ampak je res to, zato ker ti imaš uno kartico noter, pa ali nisem gorivo, pa tunelnine, pa cestnine, pa vse te fore. Stari meni to tle mi mer naredi, zato je meni to fajn. Zelo te pomiri ta kartica, ker veš, da si na safe side, ker veš, da se boš lahko ustavil kjerkoli in plačal, in to je meni tudi en zelo velik plus, ker z električnimi polnilnicami recimo, da smo na ti, v Sloveniji, da smo na ti, ampak ko priješ pa v tujino, moraš njihovo aplikacijo dol dati, pol je aplikacija v njihovem jeziku, moraš najti, kje se gre v angleščini, moraš klicati call center, pol svojo kartico not unesti. Če meni to zoprn ali pa recimo kdaj zamuden, si ne znam predstavljati, kako bi recimo eni malo starejši uporabniki ali pa ljudje, da bi to zvozili, in če jim ne ponudimo neke alternative pri tem plačevanju, jaz ne vem, kdaj bo šli na to. Veš kaj, mi smo se te zadeve lotili zelo pragmatično, pa pač še vedno se zavedamo, da kartico uporabljajo ljudje, je pa tukaj zadaj tudi zelo dobra digitalna podpora. Veš, ti imaš recimo na mobilnem telefonu sploh, tukaj se pozna razlika med vozili na klasične derivate pa pač električnim pogonom. In elektrika res stopila v ta svet, ta del oziroma ta čas, ki je vse digitalno. Veš, in tukaj noter z našo aplikacijo ti dejansko že za električne vozila ne rabiš kartice. Zdaj tudi razvijamo že to storitev, da tudi kartice ne boš rabil, ko boš točil na dizel. Ampak, ja, digital je danes v spredju in tukaj noter imaš pri nas aplikacijo, s katero se v bistvu ti lahko orientiraš, dobivaš informacije, delaš varovanje svoje kartice. Tako pač, ja. Ko si omenil aplikacijo, se mi zdi, da mi jo itak malo premalo uporabljamo, ampak ko ste bili vi tako prijazni, pa ste se oglasili pri nas, pa ste nas malo podučili, kaj vse kartica omogoča in kaj vse kartica ponuja, smo zraven dejansko dobili tudi eno čisto noro storitev, in to je aplikacija, tako kot praviš, pa tudi dostop do našega računa na računalniku, kjer pa praktično vidiš vse, kaj se dogaja ali z kartico, z uporabniki in tako naprej. Se pravi, vi poleg kartice še marsikaj drugega ponudite. Veš kaj je, z vso to kompleksnostjo, ki smo se mi naučili v transportu oziroma v supportu transporta, smo jo v bistvu prenesli v fleet, se pravi v floto, in tukaj noter smo
A veš, ti kot, ne vem, če govoriva danes o enem podjetju, ne vem, ki se ukvarja z dostavo ali pa ki ima komercialiste, ki hodijo po terenu, a veš, ti to moraš imeti nadzor nad tem, ne. Hočeš, nočeš, ljudje so taki in drugačni, pa ne vem, natankaš svoj zaseben avto ali pa rabaš račune imeti, dostop do računov, rabaš imeti fleet management, ne? In tukaj noter pač DKV je dejansko razvil vsa orodja, ki jih pač nek menedžer potrebuje za to, da upravlja s floto vozil podjetja, ne? In pač vse smo dali na eno mesto, ne? Kartica je ratala samo še eden izmed stebrov naše platforme. Ne? Edini popravic je bolj zajeban delati z avtoprevozniki oziroma s prevozniki ali fleet management, pa se ukvarjati zdaj z nekim novim segmentom, novim. Kaj razlika je? Razlika je v tem, da pač prevozniki, dinamika prevozništva se je spremenila z leti. Veš, včasih je bilo tako, ti si prišel do prevoznika, zmenila sta se za nek popust, cestnine so bile, kakor so bile, pa si šel pa na malco. Danes se je dinamika bistveno spremenila. Praktično vsak dan so, v Sloveniji ne, v Evropi imaš spremembe cen goriva, nihanja. Včasih so vozili, ne vem, Ljubljana, München, pa je tam, se ustavil na vhodu, ker ni vedel, kje je v vhodu v mesto, ni vedel, kje je, pumpi je vprašal, kje je vse. Ta fabrika, pa je pelal tja, počakal je na razklad, pa je šel domov. Ne. Danes, je na minute natančen in vsaka stvar, ki kamion zaustav, pomeni strošek. In tukaj se je ta dinamika tudi v prevozniških segmentu se je spremenila in tukaj noter pač mi podpiramo. Kar se pa tiče in kaj hočemo povedati to, da pač prevozniki rabijo podporo, praktično vsak dan. Dočim fleet. Fleet je pa malo drugače, je pa mogoče malo dalj časa rabiš, da stranko začneš delati. Zakaj? Zaradi tega, ker vsako podjetje ima neke svoje zahteve, ima ne vem, legalne omejitve, so pogodbe take in drugačne, ampak je pa lažje z njimi delati. Zakaj? Zaradi tega, ker pač praktično kupijo vineto, če govoriva za Slovenijo ali pa ne vem, Hrvaško, imaš te njihove bokse za avtomobile. Ampak enkrat to znano, zadeva funkcionira. In mi tudi skrbimo za to, da vsi te fleet menedžerji, da so primerno izobraženi, tako kot so bili prvi moji fantje, so pač jih pošiljamo do naših strank in strankam pač na onboardingu probamo razložiti čim več, zato da so samostojni, zato da lahko res dobro izkoristijo vse, kar naš sistem nudi. To je tako, kot če imaš, ne vem, predstavljaj si, da imaš, kaj pa jaz vem, pa ne da se hvala, ampak da imaš Maybacha. Pohval se, stari. Da imaš Maybacha, a v bistvu edina stvar, ki ti uporabljaš je, a razumeš to, da si odpreš šipo, da ti malo zrak piha. Zraven imaš pa še cel kup enih stvari, ki sploh ne veš, da obstajajo. Omenil si Hrvaško, se pravi, ste tudi južno od Slovenije prisotni, dokam se boste? Zdaj neposredno, zakaj sem jaz odgovoren, sem za države bivše Jugoslavije, od Makedonije do Slovenije, pa vse vmes. Od Vardara pa do Triglava? Od Triglava do Vardara, ja. No tako, to. Drugače imaš pa DKV pisarno še v Turčiji, pa imaš v Romuniji, pa imaš na Madžarskem, pač praktično povsod smo, no. Mart, prej si mi dal misliti, ko si razlagal teh, pač kaj support res rab. In to, če pogledam, kako se spreminja industrija, pa industrializacija procesov. Naprimer, zanj sem bil v eni ogromni tovarni, ki sploh nimajo več velikega centralnega skladišča, pa sem razmišljal glih o tem, kakšen stres mora biti tu za prevoznika. Se pravi, ti ne pripeljaš sem robo v tovarno, ampak imaš finger postavitev cele tovarne in ti moraš na minuto natančno pripeljati dele v lakirnico ali pa v karosernico. Karosernica, a to je po Dolenjsku? To je po Dolenjsku, ampak a to zdaj pomeni, da ta vaša navigacija, jaz, ki sem tu malo gledal, imaš copilot agent, imaš cockpit agent, imaš online navigacijo. A to pomeni, da dejansko ti zdaj, če uporabljaš to storitev DKV, tudi pri načrtovanju poti, se pravi, če midva imava, da imava štart v Ljubljani ob 10 zjutraj, moraš biti pa naslednji dan najkasneje do 14:15 v Debrecenu. A to zdaj komplet prek svojega DKV sistema lahko kot
vodja logistike načrtuješ ali ne? Ti vedno, a ne, mi imamo tudi eno izmed stvari, tudi tako, kot si rekel, načrtovanje poti in tukaj predvsem zajema to, kje se bo tvoj kamion ustavil, da boš natočil. Ali pa električen avto, kje boš, recimo elektrika je tukaj noter zelo dobro podprta, če vneseš VIN številko, tudi ti vse podatke od vozila ven potegne, točen boš vedel, a ne, res ti bo pot, a ne električno vozilo, zakaj je pomembno? Zaradi tega, ker pač prvič so razpoložljivost polnilnic, hitrost polnjenja, a ne, in ti že v bistvu na podlagi tvoje statistike oziroma predvidevanja, kakšno tvoje vozilo je, a ne, v bistvu priporoči, kje se ustavi, zato da boš nafilal avto. A ne. Isto je pa pač s kamionom. A ne. Sicer pri kamionu, ker imamo toliko velik črpalk v naši mreži, ti pač nariše na poti, kjer si jo ti vnesel noter, ti nariše, kjer se ustavi, ti nariše, ti pove, kakšna je cena, se pravi, ti ponudi vse možnosti za to, da ti v končni fazi lahko vidiš, kakšni so stroški te poti. A ne? In tudi prilagodi digitalni tahograf, vse živo. To s tahografom mi nimamo povezave, kar pač v prihodnosti ni nujno, da a ne, se to ne bo spremenilo, ampak ta trenutek s tahografom nimamo povezave. A ne. Je pa pač naša platforma v bistvu podpira gorivo, cestnine, vračilo davka, a ne, in vse, kar je s tem povezano. Se pravi, ja. Je to največja taka storitev v Evropi? Oziroma, mislim, kaj jaz vidim, da si rekel toliko, pa okay, toliko podatkov nimam zdaj v glavi, ampak upam si trditi, da smo, kar se tiče polnilnih mest, to smo sigurno največji. A ne? V naši mreži imaš čez 1 milijon polnilnih točk, kar se tiče števila črpalk v naši mreži, mi smo sigurno številka 1, ker jih je čez 70 000. Ampak tukaj, ja, veš, se spet dela razlika med prevozniki pa med flitom. In prevozniki pač ne rab 70 000 črpalk, on rab, ali pa spet razlika med kombiji pa kamioni. Kamion se rab ustaviti, ne vem, v Sloveniji rab natankati, pa ne vem, če pele v Nemčijo, v München ne bo tankal. Mogoče bo dal par litrov, zato ker se bo vračal nazaj, bo natankal v Avstriji, zato ker je cena cenejša kot v Nemčiji. Veš, to so vse take stvari, ki jih prevozniki gledajo. Ali pa ne vem, natankal bo v Belgiji, zato ker bo dobil trošarine nazaj, ali pa natankal bo v Španiji, zaradi tega, ker je tam nafta najcenejša. In take zgodbe. Veš, to so, ali pa ne vem, zdaj Češka popularna za tankanje. Zakaj? Ker je najbolj ugodna. Se pravi, splača pol malo ruto prilagoditi. Ja, pač, a veš, kot sem rekel, včasih je prevoznik vedel, zdaj bom klele pelal, pa nazaj pelal, pa je imel, ne vem, bom rekel, zdaj par let mir. Danes se te stvari spreminjajo zelo, zelo, zelo pogosto. In pač prevoznik mora biti izobražen oziroma mora biti ozaveščen, kje je za njega najboljši. In tukaj noter pač res mi se res trudimo, da jim nudimo informacije. Pa me pa zanima, ker v bistvu pri električnih avtomobilih je težava, ker naša človeška pamet ni dosti dobra, da si rečemo, ne vem, gremo v München, pa bomo filali tam v Rosenbergu, pa še tam se bomo ustavili na Golaš Supe, pa bomo še tam filali, pa to ne gre skozi. Zato, ker prvič, ali ni polnilnice tam, ali ni dosti polnilnic, ali je zasedena, ali je predraga, ali kakorkoli. In v bistvu, če se peleš z električnim avtom nekam daleč, je fajn poslušati navigacijo. Oziroma avtomobilsko pamet, ali pa v tem primeru vašo pamet, DKV storitve, ki ti predlaga to pot. In zdaj, tako kot praviš, je tudi pri klasičnih vožnjah pametno poslušati DKV aplikacijo. Koliko imate pa s tem težav, kakšen kamionar, ki že 20 let vozne, jaz na uni pumpiš tankam in zdaj pa ti njemu rečeš, če boš pelil pa 3 km stran, boš pa prišparil 50 evrov podjetju. S takimi vprašanji smo pa runimi prej smo imeli res lahko en mesec, ker DKV, pisarna, prevoznika pa voznik. To so tri faktori, ki vplivajo na to, koliko boš ti učinkovita. In DKV se pač, tako kot sem rekel, trudi za to, da da prave informacije v pravem času. Pisarna jih sprejme ali pa ne. Potem jih pač dodeli prevozniku, oziroma vozniku, ki jih pa pač voznik sam sprejme ali pa ne. Imam eno recimo zgodbo, ki je gospa klicala vsak mesec v pisarno, pa želela nove popuste v Nemčiji na različnih črpalkah in pol tako po 3 mesecih. Sem jaz vzel telefon v roke in sem rekel, gospa, se ni problema, se vam z veseljem damo popuste tam, ki jih rabite, zato da boste imeli ugodno nafto, ampak
zakaj to, ali se to k vam spreminjajo, ne vem, poti ali kakorkoli. Ona rekla, joj, ne, a veste, naši šoferji se med sabo pogovarjajo in ugotovijo, kje je najboljša kava in pol grejo tja tankata. In kaj je bilo? En mesec je laufala brez popusta, obojeva klicala, pa je pol dobila popuste. Ampak v tistem času so šoferji najdel drugo pumpo, ker so imeli boljšo kavo. A veš, in se rekel, joj, a ne, gospa, to so veliki stroški, a ne? In ona rekla, joj, sej ne, sam ne mojemu možu povedati, ko bo znoro, a ne? Da bi pa kavo na DKV še prodali. Škaj, se trudimo z našimi dobavitelji, da pač tudi te ugodnosti, samo to je pač spet, a veš. A veš, ne mislim zdaj, da v Gracu prime kartica, ne, ampak na pumpi za kavo bi pa lahko, ne. A veš kaj, ne maramo teh stvari se kakorkoli, ker pač, a veš, to so spet, dajmo gorivo, cestnine, Vitrex, olje, a veš, vse, kar se prevozništva tiče. A ste to zdaj kar po vrst povedal, kaj so, kako grejo stroški recimo prevoznikih? Ja, veš kaj, ful je odvisen tudi, ampak načeloma gorivo pa cestnine so res 30 do 40% vseh stroškov, ki jih prevoznik ima. In tukaj bi treba res dosleden, natančen in tako, kot sem rekel, pač klej noter, jaz z veseljem strankam dam na svet, potrudimo, da imajo dobre popuste, da imajo dober servis v smislu na svetu. Veš, jaz se pogovarjam, ne vem, jaz vidim 6-8 prevoznikov na teden. Vsak ima svojo izkušnjo. Okay, ne pogovarjamo se, ne izdajamo, ni fora izdajati poslovne skrivnosti, govorimo o izkušnjah, ki jih imajo prevozniki. In dostakrat se na nas ljudje obrnejo z vprašanjem, kaj bi pa ti naredil, ne? A veš, in ja, to ni naš servis, to ni, ampak tako sem rekel, jaz vedno pravim, če ni prevoznikov, ni nas, če ni ljudi, ki se gibljajo, ni nas, če se Jure ne bo vozil z svojo škodo, bo DKV žalosten. Marta, kaj pa, zdaj me še nekaj prestrelilo, če imaš na primer ti podjetje s 50 kamioni, pa ko si razlagal deleži stroški, in če je to podjetje polno operativno, koliko pa je pol tak mesečni račun za energijo? Tako okvirno. Ja, zračunaj, če sem ti rekel, povprečju povrat 7 jurjev na kamion, pa zračuni, ne? Prav so kar velike številke. Ampak to je 350 jurjev. Ja, to je en Porsche Turbo z vso opremo. Ja, a veš, to so tiste stvari, ker recimo prevoznike v bistvu, dobre pa manj dobre prevoznike je to ta cash management. A veš, ti ogromno denarja dobiš na račun, zato ker ti izstaviš račun pa plačaš, ampak ta denar, ki ga ti na računu imaš, še ne pomeni, da je tvoja. Tvojega je 5%, čez palc, zdaj govorim, o maržah, ne. Prej si razlagal, kako je v bistvu zajeben za vse, kar so v tem, zato ker se voziš iz trga na trg, pa moraš včasih prečkati toliko pa toliko držav, pa so v bistvu kupenih nestabilnosti je na poti. Ne? Absolutno. Ampak vi pa zdaj, tako en meter stran stopim, ponujate pa lih malo stabilnosti, da je lažji delati pa potvati. Veš kaj, tako sem prej rekel, cene goriva so tiste, ki so najbolj nestabilne, pa če se spomnite, ko so se pri nas začele cene spreminjati od, ukrajinske vojne dalje, Slovenija ima, si upam, da najbolj stabilne, Slovenija pa Hrvaška imata najbolj stabilne cene daleč naokoli. Zakaj? Zato, ker jih država uravnava, a veš, ti veš, da za naslednjih 14 dni boš imel tako pa tako ceno. V Avstriji se cene spreminjajo na posamezni črpalki lahko parkrat na dan. A veš, in to je tista stvar, recimo, k prevozniki, ali pa, zdaj se res osredotočamo na prevoznike, ali pa ljudje, ki točijo gorivo, ne zavedajo. Ti se prepeleš na črpalko, imam eno zadevo, ki je imel, kamion ima na dveh stranih tanka, in ponovadi se tako postavijo, da lahko tankajo na oba rezervoarja, veš. In je možakar natankal za eno ceno en rezervoar, pa je tankal pa, drug rezervoar je bila pač druga cena in je pač stranka bila totalno besna, zakaj je cena drugačna, in pač težko ti stranki razložiš, prvič je v neki jezi te kliče, poli moraš razložiti, da pač kaj je pump price, kaj je list price, kaj je dnevna cena, kaj je tedenska cena, kaj je, in pol to res zahteva in cel kup enega razlaganja in mi se res trudimo, da stranko kurativno prej našolamo, da je sposobna uporabljati, pa da razume,
A veš, ni samo to, na koncu je vedno, na koncu centi. A veš, seveda, da so. To, kar sem rekel, lahko je to stotine tisočev evrov, ampak na koncu ti cent pomeni, a boš ti imel račun 350, a boš imel 320. Seveda, sploh pri taki količini goriva, pa pri taki masi prevoza. Ja, a veš, in pač, tako sem rekel, pač tukaj noter so res cene energije so šle, pač so zelo razgibane, no, bom rekel. Mart, kaj te v tvoji službi najbolj veseli, pa kaj ti vzame največ živca ali pa skrbi? Veš, kaj me najbolj veseli? Veseli me to, da pol tako zelo prihajamo proti koncu leta, a veš, in pol, ko vidiš rezultate, ko vidiš, kaj si dosegel, ko se obrneš na dan in se reče, pišu, kalej, to smo pa mi naredili, ne? A veš, in ta ponos na samo blagovno znamko, ponos na ekipo, veš, to je v bistvu tista stvar, ki mene zjutraj vstanem, si reče, evo, gremo, novi izzivi, gremo dalje, a veš, tole bomo danes naredili, tole, a veš, in ta priznanje samemu sebi, v bistvu, da si dosegel nekaj, ne. Kaj mi povzroča največ skrbi je stabilnost trga kot tazga. Veš, slovensko prevozništvo je ta trenutek res na enem prepihu. A veš, cene grejo gor, stroški grejo gor, konkurenca je vsak dan večja in pač tukaj noter, ja, ok, se jaz službo bom vedno najdel, a veš, to sploh ni problem. Sam pač, a veš, tako sem rekel, mi res skrbimo za naše stranke. Pač tudi iskreno mene skrbi, kako bo z prevozniki ali pa z gospodarstvom, če bo šlo tako naprej. Pa sploh se ne mislim spuščati tukaj noter, to ni politična debata. To je pač enostavno čist jaz kot Mart Dekleva, ki pač pogleda, kaj se dogaja na trgu. Ne? Se pravi, v bistvu en uporabnik, ki ima DKV kartico oziroma ki uporablja vašo storitev, dobi še en tak orang backup in imam občutek, da kakšen kamionar rajš pokliče vas, pa svojega šefa na poti. Mi smo, tako ti mojno, mi imamo vsak let srečanje prevozniških družin in tam postavimo štand. In veš, lepo je gledati ljudi, ki se ustavijo, ki se drugače vidiš, kličejo v pisarno, imam ta problem, imam problem in takrat pol v tistem takmu dogodku pol ti vidiš v bistvu, koliko so te ljudje hvaležni, ki jim ti rešiš eno težavo in skozi vso, a veš, ja, ok, se mene, recimo prodajnike, pa to vidiš na terenu, ampak ljudje v pisarni, ne, a veš, pa sedijo za, ne vem, telefonom, z računalnikom in pač ravno tako so del te zgodbe, ne, in pač vidiš to hvaležnost, vidiš to, tudi prijateljstvo, pa se ljudje prvič srečajo fizično, ne, a veš, na telefonu so lahko, ne vem, par let. Ja. A veš, in tam se vidijo in vidi, kdo mu je rešil, kdo mu je pomagal. Ja, veš, to zaupanje, to partnerstvo. No? Še to, kar vem, da vse smo veliko povedali, DKV, pa vem, da nismo vse. Po mojem nočna mora je, če si s kamionom na poti, pa se ti pokvari. Ja, to je groza. To je danes stroški, a veš, včasih je bilo tako, ne vem, si dobo kazen 100 evrov, pa ne vem, pa te kamion crkno pa zdal 500 evrov, pa avtovleka je bila zdaj bom rekel na pamet 200 evrov, pa je bilo za, ne vem, 2 ure je bil kamion spet na cest. Danes, da se ti kamion ustavil, razumeš, si začneš kar šteti 1000 evrih, ne. A veš, in pač ja, to je muka. Ampak tle si lahko tudi z DKV kartico pomaga. Absolutno, a veš, ti imaš servisni center 24 ur na dan, pokličeš, rečeš, rabam avtovleko, avtovleka te pripelje na servis, kjer je omogočeno plačilo z DKV kartico, kamion se ti popravi in greš naprej, ne? Kar se mene tiče, pa mi to storitev uporabljamo sem pa tja, ko gremo na kakšno pot, pa ko smo šli na Dansko, pa še tako, ampak to, ko govoriš, pa ne sam kamionari, fleet, stari, meni se to zdi tak no-brainer, ker si prešparaš tokenga enih skrbi, da A veš kaj, fleet oziroma vozila, avtomobili, no, da bomo tako rekli, res kle management, a veš, nadzor nad stroški, nadzor nad vozili, dokumentacija, sledenje, kar hočeš, v bistvu imaš pri nas. In ja, jaz razumem, pa da ne bo pomote, nismo najcenejši, ampak tudi
primerjava med nizkocenovci avtomobili pa premium razredom je pač jasna. Ne? Mercedes tudi ni najcenejši. No, ampak, a veš, kot sem rekel, imaš cel kup enih orodij, s katerimi si lahko pomagaš. Ja, štekam. Kaj pa so največji izzivi za eno tako podjetje, v katerem ti delaš? Ne? Kaj je, v čem naprej razmišljate? Ne? Ker zdaj se zdi, veš, ta digitalizacija je v vašem poslu res naredila bom rekel, enormen preskok, ampak razmišljate, kaj so oni produkti, ki jih imate mogoče v pipelineu, pa bo nekdo, ki uporablja fleet ali pa prevoznik ali pa... Mislim, za fleet je definitivno elektrifikacija. A veš, ker ti danes imaš take in drugačne zahteve strani podjetij in imajo potrebe po električnih vozilih in tukaj noter definitivno smo prvi. Tako kot sem prej rekel, več kot 1 milijon polnilnic v naši mreži. Ja, pač v bistvu ta sprememba pogonskih goriv, to je ena stvar. Druga stvar je nadzor, tako kot sem rekel, digitalizacija poslovanja, to je druga stvar. Tretja stvar je pa pač, a veš, mi sledimo res vsem trendom, ki se ustvarjajo v avtoindustriji, kamioni, avtomobili in pač probamo suportirati to. Tako da... Ok, lej, takole je, Europalete so naložene, carinska deklaracija je, kamion laufa. A šofer ima kavo. Šofer ima kavo, seba je tudi pomerjen, v glavnem, a gremo mi še malo na motor? Ja, dej. Mart, povej, kjera dva Harleya furaš, kjer ti je ljubši, na kjero cesto se najraje spraviš? Jaz sem zelo sentimentalen, kar se mojih motorjev tiče in... Ena je Ana, ta je bila ta prva. Ne, lažem, BT je bila ta prva. Druga je Ana. Pa v motorju govoriš, ne? Ja. A veš, kaj je dobro, ker niste ljubosumne. A veš, tako, če se z eno pelem in druga pridno počaka in se imamo radi, naredil sem jima kapelco. A veš, tako imate lep nastrešek z Harleyjevimi logotimi in vso opremo, ki je treba za to od čiščenja do servisa in tako naprej. Tako da ja. Kaj pa po značaju? Kjera bolj vleče? Beti ali Ana? Ja, pizda. Dobro si, besede, ki jih izbiraš, so... Ja, lej, pač. Ne, se mi Betka je bila narejena za to, da potegne. A veš, Ana je gospodična gospa v bistvu, ki je umirjena, a veš, taka elegantna. A veš, Ana z lakoto 2 potegne. A imaš kakšen... Kaj gremo mi, ampak... A imaš kakšen bucket list, kam bi še šel, pa nisi še zapeljal? A z motorjem? Ja. Ful si želim, pa tudi to bom naredil. Ta prva pot bo taka, bo Balkan. Ja? Letos sem šel recimo za 4 dni po Bosni, pač Dalmacija nazaj. Srbija, Črna Gora, Kosovo, Albanija, Makedonija, Bulgarija. Veš, to so take destinacije, ki pač jaz jih poznam iz avtomobila ven, ampak veš, z motorjem je pač čisto nekaj drugega. Jaz bom šel z Martom v vse te dežele, ki jih je omenil, ker jaz sam ne bi šel, ampak veš, bom imel Marta za backup pa še DKV. Lej, kar se DKV-ja tiče, definitivno, a veš, dol tudi dela, povsod. Mislim, povsod dela, tam, kjer je treba. Kakšni, ne vem, vasi, ker ni signala za telefon, tudi DKV ne bo delal. Kar se pa tiče izleta seba, lej, ti sam povej. Koliko si kilometrov letos naredil? Vprosti, Jure. Nekaj čez 6,000. Dobre, to ni malo. Ja, jaz bi se želel več, ne, sam. Ja, moraš še kaj narediti vmes. Še malo delaš v avtu pa na letalu, ne? Tako kot mi. Zakaj sta pa Beti pa Ana dobila ženska imena? Mislim, zakaj si izbral ženska imena? Ja, ne vem, zato ker so mi ženske bližji kot moški. Ok. Reš za Ano kot Richarda stari. Ne, to je sigurno nekaj več. Ja, ne vem, ne vem, kaj pa je se, mogoče ven iz tega tudi, avtom sem dajal zmeri ženska imena, ne? Suzi, Miss Pretty. Kaj pa Jure, tvoj avto ima ime? Aha, Tuco.
Vem, da tle moramo še malo delati. Kjer avto pa je? Kako je, kaj je, ti tvoje pa dare, kaj si pa ti delal? Darko je lepo. Ja, spomnil si se iz prve. Veš, kaj je zanimivo, ne? Da v bistvu, da če tako pomislim, ne, Američani dajo večinoma ženska imena sploh motorjem. Ja, orkanom tudi. Ja, lej, si to pa veš, kaj baba zapiha, gre vse krago, ne? Stari, otišlo vse v... A veš, zakaj žensko ime? Zaradi tega, ker a veš, to je tako, pač žensko imaš rad, jo crklaš, jo božaš, skrbiš za njo, sam da malo zakiha, pretečeš in narediš vse in pač, a veš, zato, ker to so pač... Ja. No, zdaj pa še za poslušalce povej pa ta prava modela Betty pa Ana, ne? Eno je FXDR, to je zelo tak specifičen motor od Harleya, ki je bil delan, mislim, da sam 3 leta. V originalu, tako kot je bil predvsem namenjen nekemu drag raceu. Pol je pa še Street Glide. To je pa tak klasičen Harley Davidson model, potovalen z kufri zadnji. Katera se bo pa še pol Betty pa Ani pridružila? Sigurno ima še... 10 je še. Včeraj sem se pogovarjal. Da za kva 10, se rekel, ja, ne vem, pač za kva pa ne. Ja, kam jih boš pa dal? Se rekel, ja, če bi imel plac, bi dal vse v dnevno sobo. Veš, tako da prostora je zmeri premalo. Za vas harlejiste je Milwaukee tak sveti kraj? Sveda je. Sturgis pa, a veš... Sej to bomo pelali. A niste vi imeli v planu eno turo po Ameriki? Imamo. Daj pa greste? Polet. A bo to kolenček takrat že pripravljen? Držimo pesti. Dobro, držimo pesti. Mart, kako je pa s Harley, naprimer, meni je ful zanimivo ta res Harley kult, ne? Ampak ne glede na to, v kateri državi se ti kot harlejist pripeleš, pozornost dobiš. Ko bi en rekel, kaj s tem, ne vem, neka Albanija, Grčija, Črna Gora, ne? Razumeš, da se vsak obrne, ko se ti peleš, ne vem, po jugu Španije ali pa normalno v ZDA, Route 66. Kaj pa kleje te države? A je Harley tudi tak kult? Tudi tako potegne? Veš kaj, Harley, pa so pa ostali motori, pa z vsem spoštovanjem do ostalih blagovnih znamk, pa klej se ne gre, kva je boljša, pa kva je slabša, ne? Kvaliteta definitivno imaš pri kakšnih drugih znamkah je boljša, ampak, a veš, Harley pa Harley Rider sta eno, ne? In te ljudje pač kjerkoli se srečaš, kjerkoli pač, to je tako, da se poznaš že od ne vem kdaj. A veš, letos smo bili v Medulinu, ne? A veš, ni važen, Hrvat, Čeh, vse vsem. V bistvu se ne rabiš poznati, ne? Ker če si na Harleyju, si del te družine in vsi smo člani te družine in si enostavno si pomagaš, ne glede na to, iz kje je, kako je, kaj je. Tako da tudi v Ameriki, kjerkoli, to je kar en tak kult, zato jaz pravim. Verjetno je to najdražji, najslabši motor na svetu. To ni težko priznati, ampak... O tvojih puncah govori, veš? Gladko se strinjam. Ampak tazga kulta pa take solidarne pomoči pa ne dobiš z nobeno drugo znamko. Jaz bom tako rekel, kot so meni že leta nazaj rekli, ko imaš Harleyja, ne? In ko se peleš ti po cesti, bo vsak rekel, lega Harleyja, ne? Ko se pa s katerim drugim motorjem peleš, bo pa rekel, lega motor, ne? Smo globoki ratali. To so te kulti. Kaj vi na Husqvarnah, na kosilnicah? Kaj? Vi se tudi povohate. A to od motor govori zdaj? Ali... Ne, kosilnica. Ja. Se tudi povohate. Čakaj, Ciril, zdaj pa tako, ne? Zdaj smo šli pa na osebno raven, ne? Zdaj ti bom pa jaz nekaj povedal, ne? Gremo mi na pier, pa pustimo Jureta, da pove do konca. Lahko ste tudi vi tri, pa jaz sem, če si že dreznil Husqvarno, ne? Kolega, ne? Husqvarna je na svetu od leta 1902, ne? A res? Sam ne kot motor. Kot motor. Ne. Ja, dobro. No, daj povej, kaj si hotel povedati. Poleg tega, Husqvarna je tako široko ime, ne? Jaz verjamem v Harleyjev kult, ampak če govorimo, ko si mimogrede navrgel še kosilnice, vmes se je še motorna žaga zgodila, Ciril je na parkat, še celo vi v Lukovci ste jo posvojili, Ja. A veš, kaj drugače bi še vedno kar na roke.
Sem vedel, da bom drezal. Husqvarna, z vsem dolžnim spoštovanjem, je na tem svetu dolgo in pošteno zasluženo ime. Neč, lej, pa ti obljubimo, da gremo naslednjič na Husqvarna meeting. Te dva prija s Harlijem, ti pa s Huso. Ja, lahko. Boš povedal, kje to imate, pa se dobimo. Bomo se dobili, sam ne bomo šli z motorji, bomo šli z orodji. Mart, na tisto klasično atmosfersko vprašanje si pa že odgovoril. To je prvo avto, je bila Katra. Ja. In to s televizijo. Ja, stari. Sosed jo je namontiral noter in je delala. Se pravi, na koncu je bila televizija več vredna kot avto? Ne, zato je bila ena taka majhna, za v taksija. Vem, una z anteno. Ja, ampak je delala. Mart, če bi te zdaj izval malo, ne? No, da idem. Pa bi rekel, do konca življenja moraš izbrati. Pony Express? Betty Alana. Ne, čak, to se pa za nama pogovarjali. One dve sta moje. Ti bom lažji naredil. Ali avto ali motor? Motor. No, vidiš, kakšnega človeka imamo tukaj. Tu se vidiš že, kakšno story pogledaš, da tukaj si pa ti hardcore s temi Harley. Ne vem, kaj se ti je tvoj avto tako zameril, da ga pa ostalo od njega ne narediš. Mart, hvala, ker si v letu. Smo imeli tudi kakšne intenzivne momente na začetku, ki si razlagal svoje zgodbi blizu žirov. Pa vesel sem, da smo lahko zdaj z prve roke tudi malo slišali o tem, kar počneš, ker je tudi nam lažje, ker večkrat to slišimo lažje, tudi v podcastu za naprej povemo, če smo se že poročili za nekaj časa. Tako. Naša podpora vam je zato, ker ste face, zato, ker imate dodano vrednost in se mi zdi, da pristopate na trg na tak način, da imajo ljudje nekaj od tega. Hvala. In z veseljem vas bomo gledali še naprej. Drugač pa jaz bi tudi imel enkrat Harley. A res? Se te lahko filam, veš? Sančko te lahko filam. Škval dober. Ne, Harley je cool, pa vse tudi čistko šalo na stran. Jaz, ko sem spoznal to družbo od sebe, tudi ostale Harleyiste. Vi ste res taki cool ljudje, skolirani. Srčni, ne? Ja. Neki mora biti na teh dveh cilindrih UV postavljenih, pa ta krom se pozna nekje. Evo, jaz pritiskam stop za foro, prav. 3, 4. Jaz sem kar... Urca pa pol smo se zaklepetali.